Letos mineva 100 let, odkar so začeli proizvajati čokolado Gorenjka. Osrednja prireditev ob tej častitljivi obletnici je potekala v baročni dvorani Radovljiške graščine. Ob tej priliki pa so radovljiški muzeji pripravili tudi razstavo, skozi katero se lahko sprehodite. Vabljeni na razstavo. Biserka Mertelj iz družine Zavrtanik. Kako se vi spominjate svojega dedka, ker on je bil tisti, če ne tudi Gorenjke ne bi bilo? Res je, ja. On je začel zelo pogumno, zelo vizionarsko, malo pod pritiskom, ker druge službe ni imel in se je pač mogel izseliti kot slovenski, je živel v Trstu in prišel v Slovenijo s celo družino. Jaz se ga dobro spomnim, ker sem bila najmlajša od vseh njegovih vnukinj in sem z njima veliko hodila. Prvič sem bila tudi z njima v Trstu in to še takrat, ko so bili v Trstu Američani, se jih spominjam. Potem sva midva veliko hodila doma po vrtu, on je bil ljubiteljski vrtnar, hodil je v Padovo po različne rastline in ustvaril pri nas pred in za hišo pravi park. Mi smo imeli borbonke, mi smo imeli redke rastline, drevesa, ki jih takrat niso poznali. In v bistvu je meni to ljubezen do rož, do rastlin, pa tudi do čokolade seveda v cepu. Imate rada čokolado Gorenjka? Zelo rada, jem v glavnem samo Gorenjko, ampak temno. Se še spominjate stavbe, kjer se je izdelovala čokolada v Leseh? Jaz sem stanovala v tej stavbi do 25. leta. Celo moj sin je še eno leto stanoval tam z nami, potem smo se pa preselili, ker je bilo pač zelo utesnjeno. In jaz sem mami velikokrat pomagala tudi v zavijalnici, ona je bila vodja zavijalnice in prodaje. Sem pomagala, ko sem prišla iz šole, takrat ni bilo varstva, in sem prišla pač dol, pa sem zlagala tablice čokolade v škatle. Ali pa sem upogibala škatle, da so jih potem spenjali na posebnem stroju. Zelo dobro se spominjam tega. Bili tudi za vas danes posebni trenutki tukaj ob tem praznovanju stoletnice? Dolga leta, sploh po drugi svetovni vojni, se nekako tudi ni bilo primerno omenjati, da smo bili mi nekoč lastniki. Tako da je to, da ne pozabimo na vse, kar se je včasih dogajalo in kdo je pravzaprav tukaj začel v naši občini te začetke industrializacije, je kar pomembno, se mi zdi. Hvala lepa in čestitke seveda tudi vam. Hvala. Ob stoletnici čokolade Gorenjka ste prejeli za otroke čokolado. Kaj to pomeni ta donacija za otroke?
Zelo me veseli, če podjetja izkazujejo neko humanitarno gesto, če so družbeno odgovorna za tiste, ki so najbolj ranljivi v naši družbi, to pa seveda so otroci. Tako da smo bili veseli te donacije že zaradi tega. Seveda čokolade bodo veseli otroci, ki jo bodo dobili, razdelili jih bodo naši, ki delujejo v okviru naših društev v gorenjski regiji. Ob zaključku šolskega leta oziroma začetku počitnic bo to gotovo dobrodošlo. Čokolado bomo delili otrokom na različnih dogodkih v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Naprimer, posladkali se bodo lahko mladi zgodovinarji, ki končujejo delo. To so zgodovinarji, ki delujejo v osnovnih šolah po celi Sloveniji. Letos so raziskovali pandemije, nekoč in danes. S čokolado se bodo posladkali vsi, ki bodo prišli na naš koncert 8. junija na Kongresni trg v Ljubljano. Skratka, česa so lahko otroci bolj veseli, kot je čokolade, težko si izmisliti kaj boljšega. Hvala, naj jim bodo sladki ti trenutki. Res je, zaslužijo si. Lahko na kratko predstavijo blagovno znamko Gorenjke. Ja, blagovno znamko Gorenjka sestavljajo dve vrsti izdelkov, torej v prvi vrsti so to naši čokoladni izdelki, med katere sodijo vse čokolade. Govorimo o mlečni čokoladi z dodatki, polnjeni čokoladi, potem imamo temno čokolado, ki v zadnjem času vse bolj postaja popularna, predvsem med mladimi potrošniki. Imamo riževo čokolado, izjemno prepoznavni smo po čokoladi za kuhanje. No, seveda pa je potrebno omeniti tudi drugi del našega sortimana, to je biskvitno pecivo, s katerim smo v slovenskem prostoru vodilni. Najbolj v slast gre gotovo Lešnikova čokolada. Res je. Sinonim za Gorenjko, vsi vemo, da je mlečna čokolada z našimi lešniki. Dejansko je to tudi najbolj prodajan artikel, praktično najbolj povpraševan. Lahko ga najdemo v različnih gramaturah, torej od tistih manjših, 100-gramskih, pa vse tja do velikanke, 7-kilogramske, ki je pravzaprav naša atrakcija in tudi naša posebnost. Čestitke ob tej častitljivi stoletnici. Hvala lepa. Koliko čokolade proizvedete takole na leto? Na letni ravni proizvedemo cirka vsako leto 1500 ton čokolade. Različnih vrst, se pravi Gorenjka dela mlečne čokolade z dodatki, zelo poznana je pri jedilni čokoladi. Veliko oskrbujemo tudi industrijskih proizvajalcev s čokolado v prahu, kakavom v prahu. Zelo poznana pa je tudi po proizvodnji rolat, tega pa proizvedejo v okviru 500 ton letno. In katere čokolade največ prodaste? Je še zmeraj najbolj priljubljena čokolada z lešniki. Naši celi lešniki so zelo kvalitetno izbrani in jo kupci po njej zelo povprašujejo, zato jo imamo tudi v večjih velikostih. Zelo dobro v slast grejo tudi vaše rolade. Zelo slastne rolade so in smo zelo ponosni na njih, ker so narejene v bistvu malo bolj na naraven način kot tuje. Tuje se zelo blažijo z alkoholom, mi se tega izogibamo, zato so po naše najbolj primerne tudi za otroke. In zelo različne okuse imate. Ja, rolat imamo cirka 15 okusov, različnih gramatur, oskrbujemo tudi avtomate, tako da se lahko kot snack roladica vzame. Je pa zelo priročna za kakšna potovanja, turistične destinacije, ker je vsaka roladica zavita posamezno. Hvala in čestitke vsem skupaj. Hvala lepa tudi vam. Kako ste pripravili razstavo ob stoletnici Gorenjke? Ja, pravzaprav se je vse skupaj začelo z zbiranjem gradiva, namreč že pred meseci smo dali povabilo javnosti, če ima kdo doma kakšen ovitek za čokolado, kakšne druge predmete iz Gorenjke, ali pa ima spomine na Gorenjko oziroma na še starejšo tvornico čokolade Adolf Zavrtanik, naj nam jih prinese pokazati, lahko jih podari muzeju, kakorkoli. No in moram reči, da je bilo kar nekaj odziva, nekaj kontaktov, tako da se lahko samo zahvalim ljudem, ki so nam pomagali na ta način. Potem se pa seveda začelo pripravljati razstavo, prebirati gradivo in iskati načine, kako predstaviti pravzaprav to bogato zgodovino v enem ozkem hodniku. Ampak nam je uspelo.
Čemu v samem gradivu ste dali največji poudarek? Zagotovo boste rekla čokoladi, pa tradiciji. Pravzaprav je težko reči, zelo smo se trudili čim bolj zajeti čokolado. Namreč od tega, odkot je prišla čokolada, kje so bili začetki, odkot pride čokolada v Evropo, kako se je v Evropi začela proizvajati, kako je prišla v Slovenijo, kdo so bili prvi, ki so delali čokolado v Sloveniji, to so bili menihi trapisti na gradu Reichenburg, potem so pa še v Mariboru začeli izdelovati čokolado Mirim in istega leta tudi Adolf Zavrtanik v Lescah. Želeli smo tudi pokazati pravzaprav, kako nastane čokolada od kakavovca pa do končnega izdelka. Je kar nekaj zahtevnih postopkov, za katere je potrebno ogromno znanja in tudi veliko izkušenj. In samo to lahko rečem, glede na to, da sem to gradivo študirala, da je čokolada kar poceni, glede na to, kako zahtevna je njena proizvodnja. In pravzaprav občudujem ljudi v Gorenjki, da to znajo izdelovati. In seveda ne smeva pozabiti družine Zavrtanik, ker če ne bi bilo družine Zavrtanik, tudi Gorenjke ne bi bilo. Tam se pa vsa zgodba začne leta 1922, ko Adolf Zavrtanik z družino pride v Lesce in začne proizvajati čokolado. Sprva začetki so bili skromni, ampak zelo hitro je zaslužil toliko in tudi s prodajo ženega premoženja v Trstu si je lahko privoščil zgraditi novo tovarno, ki jo potem pred drugo vojno še dozidal. Tovarna je bila sicer majhna, to je bilo družinsko podjetje, delal je večinoma on s hčerama in pa nekaj zunanjih sodelavcev. Kljub temu mu je pa uspelo, da je dobil svoj trg, recimo znani kupci so bili tudi člani družine Karadžordžević. Kakšna stvar pa zamolčiva, zato da bodo lahko obiskovalci prihajali v radovljiške muzeje na ogled te čudovite razstave ob stoletnici Gorenjke Lesce. Se strinjam. Vabljeni pravzaprav vsak dan razen ob ponedeljkih od 10. do 18. ure, vse do konca oktobra. Hvala lepa. Hvala vam.